Dobrodošli še enkrat tudi v mojem imenu. Zdaj, Alenka je naredila že zelo dober uvod, in kjer lahko vidimo, da na webinarjih tekom projekta plujemo, potujemo skozi različne vsebine, na nek način stopnjujemo specifičnost, poglabljamo znanja in tudi pridobivate neke potrošniške izkušnje, ki upam, da jih boste v nadaljevanju tudi še izkoriščali. Danes pa se bomo usmerili v urbana okolja. Zakaj? Mesta lahko štejemo za enega od ključnih ali pa glavnih virov mikroplastike, saj so v mestih zgoščene skoraj vse dejavnosti, ki vključujejo plastiko in mikroplastiko, bodisi so to različne kategorije industrijskih obratov, tukaj govorimo o visoki gostoti in pa frekvenci prometa, transporta, ogromno je nekih konstrukcij zgradb, ogromno je ljudi na mestu, torej imamo, bomo rekli, pretok tudi veliko plastike v smislu embalaže in tako naprej. In vemo, da danes velika večina ljudi tudi živi v mestih. Obstaja podatek, da več kot polovica celotne svetovne populacije živi v urbanih okoljih in veliko teh tudi v večjih teh urbanih aglomeracijah, ki jih imenujemo megamesta. To so tista mesta oziroma tudi mesta z tisto bližnjim predmestno okolico, kjer živi več kot 10 milijonov ljudi. In rast populacije v zadnjih desetletjih eksponentno narašča in ocenjuje se, da bo številka dosegla tudi 9 bilijonov sredi 21. stoletja. In posledično se z rastjo populacije širijo in razvijajo tudi mesta, urbana okolja. In če pogledamo sam trend rasti teh megamest, vidimo, da ob koncu 20. stoletja, torej 1990, je bilo teh megamest samo 10, leta 2014 pa že 28, in ocenili so, da je v teh 28 mestih živelo kar 12% vse svetovne populacije. Zadnji podatek, ki je na razpolago, je iz leta 2020, kjer navajajo, da je megamest že kar 34. Projekcije pa nakazujejo, da se bo ta trend še naprej višal in nekako ocenjujejo, da bomo leta 2030 presegli tudi številko 40. In na tem grafu se zelo lepo opazi, kako se delež urbane populacije povečuje. In seveda logično je, da s tem razvojem življenja in naraščanjem vseh dejavnostih v urbanih okoljih naraščajo okoljska vprašanja, vezana na ta specializirana okolja, in mikroplastika oziroma plastika je tukaj, bomo rekli, ni izjema. Dejstvo je, da urbana okolja so pomemben vir mikroplastike. Zaradi visoke gostote in pa frekvence antropogenih, torej človeških aktivnosti. Pomembno izhodišče, bom rekla, pri obravnavi te problematike je tudi to, da imamo v urbanih okoljih več raznolikih virov, ki niso samo točkovni, ampak so tudi razpršeni, in lahko najdemo delce plastike, mikroplastike v različnih medijih, lahko v vodi, različnih vodnih medijih, v tleh, torej v sedimentih, tudi v blatu čistilnih naprav in pa tudi v zraku. In prav zaradi tega, ker lahko prihajajo ti delci iz različnih dejavnosti, da včasih te izvore tudi zelo težko ovrednotimo, so raziskave na področju urbane mikroplastike res zelo pomembne, da se lahko, bomo rekli, v celoti razkrije ali izvor in pa tudi usoda mikroplastike v teh okoljih. Morda še samo v opomin ali pa da prikličemo v spomin tele podatke, glede na globalne trende na področju plastike, ki jih zdaj že tekom teh webinarjev spremljamo, skupaj z urbanizacijo, torej skupaj širjenjem mest,
zagotovo predstavlja, bomo rekli, te pomembne in vroče točke izvora mikroplastike. Tekom tega prvega dela, oziroma zdaj že drugega dela webinarja, bomo spoznali te različne vire mikroplastike v urbanih okoljih. Šli bomo čez tiste najbolj ključne, najbolj pogoste, pa bom tako rekla, ne vedno najbolj prepoznane izvore. Osredotočili se bomo na tekstilno industrijo oziroma sintetična tekstilna vlakna. To pa predvsem zato, ker je to področje, na katerem lahko ogromno storimo tudi mi sami. Nato bomo preusmerili predavanje na promet in nanj vezane izzive. Pogledali jih bomo iz vidika strokovnjaka na področju avtomobilske industrije. Na koncu pa bomo na vse te izzive pogledali tudi optimistično, in spoznali tudi slovensko podjetje, kot smo ga že prej omenili, ki predstavlja pomemben delež plastične industrije v Sloveniji in tudi širše, in si na različnih nivojih prizadeva k nekem okoljsko prijaznejšemu, trajnostnemu razvoju tako materialov, produktov kot samih dejavnosti.